Pridite z mano v parlament, medtem pa vam v eni minutki predstavim politično analizo preteklega tedna. Poslanci so teden začeli s politično razpravo o stanju na jugovzhodu države in duelom, kdo je za nastalo situacijo kriv. Premier Golob pa je tudi prvič napovedal, da bodo tisti, ki posedujejo ilegalno orožje, tega lahko brez pravnih posledic predali do konca januarja. V torek so poslanci dokončno potrdili zimski regres oziroma božičnico, 639 evrov za vse zaposlene in 150 evrov za upokojence. V sredo je odjeknilo, da so postopki na protikorupcijski komisiji zoper premierja Goloba ponovno ustavljeni. Njegov odvetnik je namreč na upravno sodišče vložil več tožb, zaradi česar bo treba v primerih Karigador in Bobnar še počakati na končne ugotovitve. Četrtek je postalo jasno, da bodo prihodnje leto zaradi usklajevanj višje neto plače, tisti z minimalno bodo letno dobili približno 220 evrov več, tisti s povprečno pa okoli 130 evrov letno. V petek so poslanci Šuterjev zakon prvič obravnavali na odboru, nanje je pravna služba parlamenta napisala kar 55 strani pripomb, no obravnava se danes tule v parlamentu nadaljuje in predvidoma dokončno potrjuje zakon.